Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Asja vsak teden v 3 oddajah išče namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljite na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite v odkrivanju Slovenije. Lepo pozdravljeni, tudi danes raziskujem Maribor. Včeraj sem si ogledala hišo Stare trte, si nadela VR očala in si ogledala razstavo, se odpravila na splav in obiskala drugo slovensko nadškofijo. Bilo je res lepo. Danes pa me čaka nov dan in raziskovanje mariborskega podzemlja. Upam, da sem prišla prav. Zopet bo zabavno. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Jaz pa raziskujem vašo občino Maribor. Ja, to pa zelo zanimivo. Pa me je namig pripeljal do mariborskega podzemlja. Vidim, da je tu ogromno nekih sodov. Ja, res je. Gledava lesene sode. Kako pa se je vse skupaj začelo? Zdaj smo v Vinagovi vinski kleti. Gre za največjo klasično tunelsko vinsko klet v centralni Evropi, ki se nahaja direktno pod mestnim središčem. Poudarek tukaj je na mestnem središču, saj ponavadi tako velike kleti najdemo na podeželju izven mest. In zato je ta klet tudi tako zelo posebna. Kaj to pomeni, da je ta klet tako velika? Ta klet je včasih imela površine kar 20.000 kvadratnih metrov, če si lahko predstavljate. Bilo je 3 km prehodov in tukaj so hranili kar 5,5 milijonov litrov vina. Sicer ne vseh v lesenih sodih, ampak tudi v betonskih cisternah, kot je recimo tale tukaj na vaši levi, in pa v inox cisternah, ki so tam na prehodu. In veste, koliko je to 5 milijonov litrov vina v sodih? Si sploh ne znam predstavljati dejansko, koliko je to moralo biti. To je cirka 7 milijonov vinskih steklenic. In če bi vse te vinske steklenice postavili v vrsto, pod predpostavko, da ima povprečna vinska steklenica premera približno 8 cm, bi dobili kar 530 km. To pa je razdalja med Mariborom in Münchnom ali Mariborom in Beogradom, odvisno v katero smer želite oditi. Torej bi se s tem vinom lahko krepčali vsi Evropejci? Pravzaprav bi se lahko, toliko so ga pridelali, da bi se lahko, ampak saj veste, v Sloveniji večinoma spijemo kar sami. Po kom pa je klet dobila ime? Ja, klet je najprej bila privatna klet, to je bila Krihuberjeva klet, tu vidite recimo njegove inicialke na tem sodu, ampak Vinak dobi svoje ime šele v 60. letih. Vinak je bila ena družba, ustanovljena v Ljubljani leta 1958 in se ni ukvarjala z vinogradništvom in vinarstvom, vendar je prenesla svoj sedež v Maribor 2 leti kasneje, prevzela vinarsko zadrugo, ki je bila lastnik kleti po vojni in tako začela trgovati z vinom. In to Vinak pravzaprav tudi pomeni. Vinska agencija, torej skovanka iz 2 besed. Vino in agencija, torej agencija z vinom. Čist lahko za zapavant. Ja, zelo enostavno. Kdo pa je klet zdaj prevzel? Zdajšnji lastnik je pa družba Metalka Komerc iz Ljubljane. Oni so pa klet prevzeli januarja 2019, torej dobri 2,5 leti nazaj. Kaj pa se skriva za vogalom? Ja, zdaj smo v bistvu v najstarejšem delu kleti, v tako imenovanem vinskem delu, in tu je ena čudovita galerija lesenih sodov, ki vodi do največjega in najstarejšega lesenega soda v kleti. Pol pa kar predlagam. Ja, greva. Ali o vaši kleti govori tudi kakšna zgodba? Ja, v kleti obstaja kar nekaj zgodb, recimo ravno te o podzemnem mestu. Namreč ena legenda pravi, da naj bi bila povezava med to kletjo in gradom oziroma trdnjavo, ki je včasih stala na piramidi. Ta
baje ne drži, tako se pravijo arheologi, ki so opravljali arheološka izkopavanja v času, preden je Maribor postal Evropska prestolnica kulture, ampak še vedno se lahko kdo loti raziskovanja. Imamo pa tukaj za vogalom en predor, ki pa je včasih res vodil do reke Drave, tako da nekateri predori pa so resnični. Kaj pa zdaj? Zdaj je pa zadeva žal nedostopna, tudi ni varno iti skozi, gre za privat kleti, ki se nahajajo na poti in tudi nekatere javne kleti. Tako da bi moral nekdo zadevo sondirati, zavarovati in potem bi bilo zelo super, če bi recimo prišli ven pri vodnem stolpu. Kje se pa nahaja tisti največji, najbolj znamenit leseni sod? Tule na koncu, če greva samo ravno, se zaletiva v njega. Tamle se pa že nekaj sveti. To pa je neka zlata škatlica, kaj pa je tole? Bomo kmalu izvedeli. Najprej pa zanima še kaj od tega lesoda. Ja, to pa je, kot rečeno, najstarejši leseni sod v kleti, ima letnico 1862 in kapaciteto kar 16.920 litrov. Ta sod je dolg približno 4 metre in v njem je cirka 10 kubičnih metrov lesa. Vsi ti leseni sodi tukaj pa so napravljeni iz slavonskega hrasta. Tudi s tem sodom je povezana ena urbana legenda, glede na to, da vas ta tematika zanima. In sicer, ne vem, če ste opazili, ko ste prihajali z trga, da je tam ena kavarna. Včasih pa je bila tam gostilna Majolika. Mi Mariborčani bi rekli en tak pajzel oziroma beznica in ta sod je ležal direktno pod to gostilno. In legenda pravi, da so v ta sod zvrtali luknjo, noter napeljali žlavh in ven kradli vino. In nihče zaradi velikosti soda tega ni opazil. Tako da ta, jaz mislim, da bi v našem mestu kar lahko držala. Se strinjam z vami, no pa da bom kar odprla mojo skrinjico. Mariborski grad. Kam pa moram to iti? To pa je čisto blizu. Ko se boste vračali nazaj na trg, ga boste zagledali takoj čez trg v bistvu. Gledali boste na bastijo Mariborskega gradu, vhod pa je tako čez trg diagonalno pa na desno. To pa ne bo težko. Ne bo težko, ker je grad dejansko na dosegu roke. Hvala lepa za vaš čas. Lepo se imejte še naprej. Hvala tudi vam in uspešno raziskovanje mesta vam želim. Nasvidenje. Mariborski grad pa je res čez blizu. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Jaz sem pa dobila namig Mariborski grad, pa zdaj vidim, da sem se v bistvu že sprehodila čez časovnico. Ja. Kaj to sploh pomeni? Kaj to pomeni? To pomeni, da v Mariborskem gradu že od leta 1938 domuje Pokrajinski muzej Maribor, ki je pravzaprav nastal iz 3 različnih zbirk, in sicer iz zbirke Muzejskega društva, ki je 1903 že postavila prvo razstavo za javnost. Tega istega leta je bilo ustanovljeno tudi Zgodovinsko društvo za Slovensko Štajersko. In tema dvema se je 1924 pridružila še zbirka Knežo-škofijske Levantinskega muzeja, kjer so zbirali predvsem cerkvene, te nabožni material. V 30 letih je mariborska občina odkupila ta grad in so se začeli spraševati, kaj bi zdaj bilo v tem gradu. Bil je predvsem v slabem stanju in takrat je nastopil Franjo Baš, zelo pomembna osebnost za naš muzej. On je bil takrat tajnik Zgodovinskega in muzejskega društva in on je pravzaprav nagovoril občinarje, da so ta grad pravzaprav namenili muzeju. Začela se je prenova, 1938, kot rečeno, je bila že končana in od takrat naprej Pokrajinski muzej Maribor gostuje v tem gradu. Prelepo vidim, da se je še vse ohranilo tako, kot je bilo takrat. Ja. Zdaj bi se pa jaz še rada sprehodila čez celotno časovnico. Ni problema, kar greva. Kakšno pa je bilo življenje meščanov in podeželanov v srednjem veku? Ja, to pa kar široko vprašanje. Za Maribor lahko povemo tako, da je Maribor mestne pravice dobil v 13. stoletju, kar je precej hitro. Kaj pomeni to, da ima nek kraj mestne pravice? To, da je imelo pravico, da se je obzidalo, torej da je postavilo obzidje, in še bolj pomembno to, da se je lahko v mestu trgovalo. Prav trgovina je bila tista, ki je bila pravzaprav
nekako zaslužna, recimo temu tako, zato, da se je naselbina razvila v mesto in to isto se je zgodilo v Mariboru. Za Maribor je bila pomembna vinska trgovina, vino so prevažali po cesti, s kočijami, poti so bile naporne, posledično so ob cestah postavljali furmanske gostilne. Druga pomembna trgovina za Maribor pa je bila trgovina z lesom. Les pa so splavljali po Dravi, na šajkah in na splavih že od 13. stoletja dalje. In sploh so bile pravzaprav te vodne poti v srednjem veku bolj pomembne kot recimo kopenske, ki so bile v izredno slabem stanju. Na razstavi prikazujemo pravzaprav tudi mestno zaledje. Maribor leži na stičišču alpskega in panonskega sveta, zato smo prikazali način bivanja na Pohorju, to je v teh dimnicah, ki so bile pravzaprav zelo redko posajene po Pohorju. To so bile enocelične bivanjske enote, v katerih so živeli vsi prebivalci. Značilno je, da je dimnica brez dimnika in se pravzaprav je bila ves čas zakajena. Življenje v njej je bilo precej naporno, pravzaprav za nas skoraj nepredstavljivo. Drug del pravzaprav mariborskega zaledja pa predstavlja ta Panonska nižina oziroma začetki Panonske nižine, kjer prikazujemo Dožnjek, ta žetveni venec in pa mline na veter. Marsikdo ne ve, da so bili tukaj mlini na veter pravzaprav do sredine 20. stoletja. Ne moram verjeti, kakšni rokodelci so bili že v tistih časih. Ja. Jaz pa zdaj predlagam, da si še ogledam tisto najbolj zlato sobo v vašem muzeju. Po stopnicah navzgor. Jaz sem si pa v tej zbirki že veliko prebrala na vaši spletni strani. Vem, da je to Galerija evropske kreativnosti in je res čudovita, še lepša kot na slikah. Res je. Mi lahko kaj več poveste? Seveda. Pokrajinski muzej Maribor domuje v grajski stavbi že od leta 1938. Takrat je bila pravzaprav zadnja obnova, zato je pravzaprav grad ves čas pomalem obnavljamo. Zadnja obnova do druge faze smo jo uspeli narediti leta 2008. In od takrat pravzaprav že čakamo za to, da bi zaključili s to tretjo fazo prenove. Zdaj, zakaj ta uvod? Zato, ker povedali smo že, v našem gradu, v našem muzeju imamo 19 zbirk, več kot 110 000 predmetov hranimo in ves čas je bila naša želja najboljše kose, ki jih hranimo, predstaviti občinstvu, našim obiskovalcem. Zdaj, začeli smo tako, da smo te prostore pravzaprav pripravili na dopolski način predstavitve, torej da pokažemo res vse, kar imamo. Potem pa smo ugotovili, da so nekateri kosi izjemni, da se z lahkoto kosajo z vsemi evropskimi, primerljivi so z vsemi evropskimi, recimo muzealijami ali pa predmeti kulturne dediščine. In z vsemi prenovami, ki smo jih vložili v te razstave, je pravzaprav zdaj tukaj nastala ena čudovita, kot ste rekli, Galerija evropske kreativnosti. Predstavili smo vam že slikarsko zbirko, tukaj smo sredi kiparske zbirke in stojiva pred čudovitimi kipi Jakoba Štrauba, ki je pravzaprav vrhunski baročni kipar 18. stoletja. Res težko bi izbrala, kateri kip je najbolj mogočen? Res težko. Tukaj so res zbrani najboljši kosi, ki jih premore naš muzej. Tudi v izjemni zbirki oblačilne kulture v naslednjem prostoru predstavljamo nekaj vrhunskih kosov, sledi pa še zbirka uniform, ki je pravzaprav povojaško impozantna. Pri vas imate toliko enih zanimivih zbirk, jaz pa bi se zdaj še rada pogledala depo. To željo ti celo lahko izpolnim.
Vidim, da so se ustavili še v eni prav posebni sobi. Kako pa digitalni mediji vplivajo na muzej? To, kar zdaj gledava, je digitalna interaktivna miza, na kateri so predstavljeni slavnostni jedilniki različnih zgodovinskih obdobij in je pravzaprav del projekta Slovenija gastronomska regija Evrope 2021, katere partner je tudi Pokrajinski muzej Maribor. Predlagam, da greva zdaj pa res na depo. Greva. Evo. Zdaj smo pa v tem depoju, ki si ga želeli videti, to je odprti depo pohištva. Pokrajinski muzej Maribor ga ima v upravljanju od leta 2012, sicer pa je to pravzaprav nekdanja kinodvorana, Kina Partizan, ki danes pač služi drugemu namenu. Zanimivo. Se bom kar malo razgledala po prostoru. Prosim. Našla sem mojo zlato skrinjico. Med skrinjami. Ja, večja skrinja in malo manjša. Ja. Pa da vidim, kaj bo povedala danes. Sončni raj. Tukaj bom pa zihar uživala. Ja, proti Malečniku. Najlepša hvala. Res imate pestro ponudbo vašega muzeja, tako da mislim, da mora čisto vsak pridati in si pogledati. Tudi jaz tako mislim. Hvala lepa. Nasvidenje. Hvala tebi. Adijo. Lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Kako lepa posest. Hvala, dobrodošla. Jaz sem dobila namig sončni raj. Tlele je res, da je sonce, ampak ne vem, če sem prišla prav, ker vidim, da tamle piše Fontana vin. Ja, čisto prav ste. Dejansko kmetija se promovira z blagovno znamko posestvo Sončni raj in dejansko tudi Fontana vin spada v en sklop posestva Sončni raj. Torej imate tudi svojo trto? Nimamo svoje trte. Ideja Fontane vin je lokalno povezovanje vinarjev z nami, ki nimamo svojega vinograda oziroma imamo nekaj vinskih trt, bolj za promocijo. Drugače pa je osnovna ideja bila povezovati tisto, kar je v lokalnem okolju dobro, in jaz mislim, da Fontana vin Vodole je eden od takih objektov, ki je dobra praksa, kako se povezovati tudi v kmetijstvo. Pol si bi šla pa kar pogledati. Izvoli. Kakšen svež zrak, prava milina. Kaj vse gostom nudite v vašem raju? Zdaj zgodba posestva Sončni raj sega približno 6 let nazaj, ko smo z ženo imela idejo, da bi najela eno kmetijo oziroma najela vrt, kjer bi se pač popoldne šla sprostiti. In takrat je nekako zrasla ideja o sončnem raju, ker je tu dejansko sonce, ko je sonce, je cel dan sonce. In nadgrajevanje je sledilo iz vrta v kmetijo, ki je danes velika 15 hektarjev. Ideja je, da postavljamo učilnico na prostem za vse generacije. Kaj zdaj to pomeni, je zelo širok pojem. Torej od tega, kaj smo že videli tukaj, ko sva se srečala, Fontana vin, potem učne poti z učnim čebelnjakom, z vsebinami takšnimi in drugačnimi, permakulturni vrt, na katerem z otroci različne delavnice izvajamo v okviru šolskih dejavnosti, zipline, ki je neka atrakcija za otroke, velja za najdaljši zipline v Sloveniji v dvosmerni izvedbi, kar pomeni, da se peljemo na hrib in na drugo stran in potem nazaj. V letošnjem letu smo celotno zadevo nadgradili še z spalnimi kapacitetami, torej da lahko gostje pri nas tudi prespijo. Bistvo, koncept namestitev smo poimenovali Nesting Resort kot gnezda, kot gnezdenje v naravi, zato ker želimo čim bolj naravo približati obiskovalcem, ki k nam zaidejo. Zanima me, kaj vse na vaši kmetiji pridelujete. Zdaj, kmetija je zelo širok pojem, ne? Ko smo se začeli s tem ukvarjati, se nam niti sanjalo ni, kaj nas danes po 6 letih vse čaka. Dejansko osnovna ideja je že v začetku bila gojenje industrijske konoplje in pa zelišč. Zdaj na naših površinah sadimo tudi buče, koruzo, ajdo, piro, krompir. Glavni poudarek torej industrijska konoplja, na drugi strani zelišča, izjemno velik nasad ameriškega slamnika, sivke, pa potem vsa ostala druga zelišča,
približno 35 jih gojimo. In ravno ta zelišča dajo nekaj, kar lahko otrokom tudi potem ponudimo v okviru vseh dejavnosti, ki jih imamo, tudi če gre za praznovanje rojstnega dneva, kjer priredimo zabavo na ta način, da otroci sami zmešajo svoje zeliščne koktejle in se zabavajo, uživajo v naravi. Kje pa potem lahko vaše izdelke kupimo? Naše izdelke se da dobiti ali na Fontani Vin, kjer je naša trgovinica. Največ prodaje vršimo preko spleta, spletna trgovina, posestvoSončniraj.si, kjer se najde ogromno informacij tudi o posameznih izdelkih. In pa tisti glavni dogodek, ki ga organiziramo vsako leto, je nek dan odprtih vrat naše kmetije, imenuje se Medeni dan. Ideja dogodka na ta dan je, da ljudje ne morejo priti na lokacijo za svojim vozilom, ampak jih pripelje brezplačno avtobus na alternativno gorivo in potem čez cel dan različne delavnice, animacija za otroke, ker želimo spodbuditi zavedanje ljudi, da v bistvu v tem trenutku mi bistveno bolj rabimo naravo, kot pa narava potrebuje nas. In odzivi so izjemni, po 5 letih se lahko pohvalimo, da smo na teh dogodkih gostili več kot 5000 ljudi skupaj. Tako da napredujemo v tej smeri, že delamo plane za leto 2022. Odlično, zdaj bi šla pa jaz rada sprobati še zipline. To pa z veseljem. Evo, zdaj sva že pripravljena. Sva. A rabim še kaj vedeti, preden se spustim na tole adrenalinsko izkušnjo? V bistvu je samo to, da obe te vponki morava pripeti. Prva gre črna, ki je varovalna, druga pa je potem oranžna, po kateri se peljemo. To je to? Simpel. Enostavno. In uživala? Res noro. Super. Ja, super doživetje. Super, uživala. Ja, sem čisto vznemirjena. Evo, odlično, kar prosim. Poglej, zlati ključ. Super. Za srečo na koncu. Evo, pa ga imamo. Pozdravljena. Kot si lahko sama videla, je zaradi lege ob reki Dravi v objemu gozdov Pohorja in vinorodnih gričev izlet v Maribor čedalje bolj priljubljen med Slovenci in pa tudi tujci. Slovi po izjemni vinski tradiciji, bogati kulinariki ter po številnih znamenitostih in atrakcijah. Maribor je bil leta 2012 Evropska prestolnica kulture in rezultati tega so še danes vidni v mestu. Znamenitosti Maribora zagotovo ne bodo pustile ravnodušnega nikogar. Mi smo si jih ogledali le nekaj, za več pa je potrebno Maribor obiskati in se skozi sprehoditi s turističnim vodnikom. Kot drugi del uganke pa tokrat tvojim gledalcem zastavljam vprašanje. Kakšen pridevnik ima turistična pot speljana po vinorodnem območju, ki povezuje vinotoče, kmetije, ki se ukvarjajo z gostinsko in turistično dejavnostjo, ter naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti območja? Tako, to je za danes vse, dobro se spoči in se vidiva zopet jutri. A ja, pa da ne pozabim na namig zate. Center eksperimentov poišči. Čau! Tukaj bo verjetno zopet zabavno. Bo, vsekakor. Bomo malo eksperimentirali. Bomo. Odlično. Najlepša hvala za tole super izkušnjo. Veseljem. Res sem uživala, še fajn nam je sonček svetu danes. Super. Tako da lepo se imejte še naprej. Hvala. Tudi danes je bilo moje raziskovanje zelo zanimivo in pa poučno. Vinagova klet z vsemi predori in parovi. In to pod samim mestom. Ne morem verjeti, kaj vse skriva Maribor. Nič čudnega, da je Vinagova klet ena izmed večjih kleti v Evropi. Potem sem se odpravila do muzeja, kjer ponuja res ogromno razstav in pa bila v raju. Ja, to je bil pa zame res pravi raj, kjer sem doživela zabavo na ziplineu. Se zopet gledamo jutri in že komaj čakam, kaj vse mi prinese dan.